Od čustvene nedelje je minilo že nekaj dni, toda slovo ni nič lažje. Še preden smo rekli dokončno adijo, smo Aleša Mertlja za intervju umestili v najbolj domače okolje v zadnjih 9 letih. V domačo slačilnico, v prostor, ki vzbuja lepe spomine. Zmagovanje, lovorike, veliko prijateljstvo, katerega sem uspel vzpostaviti z vsemi soigralci, z vsemi v klubu. In ponos in čast. To mi je prvo, ko mi je v glavi in katero verjetno, da mi bo ostalo za celo življenje. Ko smo 9. junija 2009 predstavili novo okrepitev, si verjetno nihče ni mogel zamisliti, kako uspešno zgodbo bosta klub in Mertelj spisala skupaj. Potem, ko je na prvi pripravljalni tekmi nosil še dres z napačno črkovanim priimkom, je njegovo ime kasneje simboliziralo klubsko rast in evropske uspehe v naslednjih letih. Nenazadnje ekipo kot kapetan povedel na igrišču v Glasgowu, bil vpleten tudi v oba gola na kultnih stadionih. Ko smo šele hodili v Ligo prvakov, ko smo želeli biti, smo bili 3-krat v Ligi Evropa, pa se spomnim onih poletnih predpriprav, ko nismo bili niti še z ekipo. In ko tečeš kroge, pa imaš v glavi Liga prvakov, Champions League, dol zastava, ajde, da gremo noter. In pol to pač verjameš in se ti poklopijo stvari z vero. In tudi to je pomemben dejavnik, kateri mi je dal Maribor, vero v zmago, vero v pozitivo. V domači slačilnici pa se je skozi leta prelevil v enega tistih, ki veljajo za vzor. Vsem tistim, ki prag slačilnice prestopajo prvič, v smislu odnosa do dela, do kluba, nenazadnje do nasprotnikov in tudi prenašanja kulture kluba. Ja, res je, mogoče je to moja prednost bila, da sem bil na takšen način sem bil pač vzgojen in so mi to dali starši, da tako je pač potrebno biti spoštljiv do vsakega, spoštljiv do dela, ki ga opravljaš, in to spoštovanje boš dobil nazaj. Tako da res sem se izredno počutil v klubu od prvega dne in posebej pa je še lažje, ko vidiš, da v klubu res ljudje delate s srcem in ste vedno pripravljeni bilo kako pomagati. Ni bilo enega problema, če je bilo sred noči treba kaj rešiti, kakšno situacijo, je bil klub vedno na voljo in to igralci čutimo. Vmes je tudi sam rastel, napredoval kot igralec. Ena izmed pomembnih stvari je bila živeti s pritiskom zmagovanja, osvajanja trofej, uspešnih iger proti evropskim tekmecem. Ko prideš iz drugega okolja, nisi vajen takšnih pritiskov, zmagovanja in na koncu pa, ko pogledaš, pa ti pride pritisk v življenje in ne znaš brez pritiska enostavno živeti in ti je tista dodatna energija in adrenalin in si daš to v pozitivo. Tudi če kdaj mogoče kaj težjega, ni bilo vedno samo zmage, tudi porazi so bili. In potem pa, ko vidiš, da ljudje stojijo za teboj, polne tribune in ljudje konec koncev, vedno je potem tako kot doma, družina. Tudi če ne gre nekaj dobro, pa potem vidiš, da v klubu, da ti stojijo vsi ob strani, dobiš podporo in gremo iz vsakega poraza smo šli boljši in smo prišli kot zmagovalci in zato so to tudi lovorike in vsi ti evropski nastopi. Veliko golov Mertelj v tem času ni zabil, jih je pa nekaj pomembnih in tudi zelo lepih. Od zmagovitega v Dudelanžu do čudovitega proti Zulte Waregemu ali njegovega zadnjega, prvenstvenega proti Gorici. Ta dva gola sta bila izredno lepa, katerih se bom spominjal, v bistvu spominjal se bom vsakega dogodka z veseljem in tudi teh dveh, še posebej en je bil za zmago na gostovanju v Ligi Evropa. In tako da se pravim, da lepo je biti del zgodovine Maribora in da smo lahko bil del tega, da smo širili ime Maribora po Evropi in da mi je to izredno veselje in ponos, ko gledam v preteklost, da smo začeli nekje niže in da se sedaj klub na višjem nivoju, to je mislim, da večjega zadovoljstva ne more biti. Ob trenutku slovesa so čustva privrela na površje, reakcija ob zadnjem druženju z navijači je povedala vse. Ja, pa jaz sem tak čustven človek, da mi je res, slovesa so mi vedno takšna in tudi zmage in vse, da imam pač bolj čustveno in je seveda konec konca to je po toliko letih in pravim, če ne bi bil to takšen klub in s takšnimi emocijami vsak dan pri delu in res se naučiš, da si vsako sekundo, vsako minuto imaš v podzavesti, da delaš to z nekim namenom. Vijolična 70-tica verjame, da ima pred seboj še kar nekaj let igranja nogometa, zagotovo pa bomo Aleša Mertlja še srečevali v Ljudskem vrtu, tudi kot navijača. To je vijolična kri v krvi, to ne more drugače biti.
In če se srečamo na igrišču, seveda smo profesionalci, ampak srce je zapisano Mariboru.